Pozdravljeni. Na vrsto je prišel drugi del analize tega, kaj se je dogajalo s Ferrarijem Charlesa Leclerca na veliki nagradi Madžarske. Skupaj bomo skušali ugotoviti, kaj nam pravijo viri in kaj nam pravijo podatki. Današnji prispevek zagotovo ni bil planiran, ampak ker je prvi del te analize požel kar veliko zanimanje, ker je bilo ogromno komentarjev in so nekateri celo navajali druge vire, ki v bistvu govorijo nasprotno kot moja osebna teorija, je prav, da zadeve pogledamo malce bolj podrobno, malce bolj globoko. Seveda, mnogi izmed vas ste brali, poslušali določene vire, določene strokovnjake, ki trdijo lahko čisto nasprotje od tistega, kar mislim jaz. Nekateri izmed vas ste seveda znani profili, s katerimi imamo reden dialog, drugi ste mogoče vaš profil odprli, na primer 6. avgusta 2025, karkoli že to pomeni. A vseeno, videli bomo argumentirano, zakaj sem prišel do nekaterih zaključkov in seveda upam, da bomo ugotovili, da nekaterih posameznikov se pač ne da prepričati, ker so zavarovani v svoj prav, ampak drugi lahko z pomočjo tistih podatkov, ki so nam na voljo in ki so uradni, pridemo kdaj pa kdaj tudi do presenetljivih zaključkov. In eden izmed glavnih argumentov, zakaj naj sam ne bi imel prav in zakaj pri Ferrariju naj bi imeli težave z obrabo distančne plošče na samem dnu, je bil tisti prispevek Joylana Palmerja, ki je pač trdil to in s telemetrijo kazal, kako Charles Leclerc na koncu ravnin enostavno ni dosegal visokih končnih hitrosti, ker se je bal obrabljati dno, zato je dobesedno izpustil stopalko za plin in seveda tako prišel do konca. Seveda to trdi Joylan Palmer in pokaže nam celo izseke iz telemetrije. Žal vam jih tu ne morem pokazati, ker bi moral vzeti posnetek iz filma, ki je zaščiten z avtorskimi pravicami, brez zamere. Ne bom tvegal izbrisa tega prispevka. A nekateri izmed vas ste celo trdili, da od prvega dela dirke, če se ne motim od 9. kroga, naj bi imel tudi Charles Leclerc nastavitve na pogonskem sklopu, ki naj bi znižale njegovo končno hitrost za približno 7 km/h, popravite me, če se motim. In to bi lahko diskutirali, od kod 7 km/h, čeprav mislim, da sem zadevo ugotovil. Namreč, če si pogledamo uradne meritve, ki jih izda FIA po vsaki dirki za veliko nagrado, bomo takoj videli, da na točki, kjer se merijo najvišje hitrosti oziroma speed trapu, je bil skozi celotno dirko za veliko nagrado najhitrejši Nico Hülkenberg, dosegel je 319 km/h. George Russell, ki je bil tisti, s katerim ga je Palmer primerjal, je bil četrti na tej točki. Dosegel je hitrost 312,9 km/h. Na 17. mestu Charles Leclerc z 305,8 km/h. Če sedaj malce zaokrožimo zadeve in primerjamo Leclerca in Russella, bomo videli, da na tej točki po teh meritvah je razlika med obema približno 7 km/h.
Ampak tu je treba povedati, da naprimer na ciljni črti, ki je malce prej, imamo Piastrija, ki je dosegel 261 kilometrov na uro kot najvišjo izmerjeno hitrost. Imamo Russella, ki je dosegel 258, in seveda Leclerca, ki je zopet bolj zadaj in je dosegel 254,9 kilometrov na uro. Torej, vidimo, da je razlika nekoliko manjša, ampak podatki na štartno-ciljni ravnini, kar se tiče dirke za veliko nagrado, so lahko malce zavajajoči. Zakaj? Ker na štartno-ciljni ravnini je območje DRS-a in na dirki ta sistem ni dovoljeno uporabljati prav v vsakem krogu ob vsakem času. Zato nekdo, ki je dirko vodil večino časa, tudi večino časa ni imel nikogar pred seboj na detekcijski točki manj kot sekundo, kot da bi DRS lahko uporabljal sicer tako imenovan delta DRS iz kvalifikacij, je bil nekje izračunan med 30 in 35 km na uro, ampak najvišji čas, naprimer Leclerca, je lahko bil dan v krogu, ki zanj ni bil ugoden. Ampak Palmer v svoji teoriji govori, kako je Charles Leclerc dvignil nogo stopalke za plin tudi pred kombinacijo tretjega, četrtega ovinka, na mestu, kjer DRS-a ni. In tu bi lahko dejali, da tako kot nam je britanski bivši voznik Formule 1 predstavil zadeve, bi lahko marsikoga prepričal. Ampak po drugi strani, če pogledamo malce bolj široko telemetrijo Charlesa Leclerca, bomo lahko ugotovili, da je električno-hibridni sistem lahko uporabljati na dva različna načina. Da seveda rabi sistem, ki pomaga z NGUK-jem na ravninah, ali pa v tistem tehničnem delu. Če grabi v tehničnem delu, torej v drugem in tretjem sektorju, je enostavno potrebno baterije napolniti, uganili ste na ravninah. In kako se polni baterijo? Enostavno tako, da se stopalko za plin dvigne. In če je Palmer izbral prav tisti krog, kjer je George Russell na začetku dirke šel na polno in Charles Leclerc polnil baterijo, je dobil enkraten graf, ki potrjuje njegovo mišljenje. A to je treba pogledati zadeve malce širše in se ustaviti pri neki podrobnosti. Če bi držalo, da Charles Leclerc je moral vsak krog tam dvigniti nogo stopalke za plin, zato da ne bi obrabil dna, bi verjetno na koncu prvega sektorja, ki je prav pred to kombinacijo, tu videli na končnih hitrostih. Ampak zanimivo. Najhitrejši na tej točki je bil skozi celotno dirko za veliko nagrado Lewis Hamilton. Njegova hitrost na koncu prvega sektorja 289 km in pol na uro. In nekdo bo dejal, pa kaj. Charles Leclerc takoj za njim je imel izmerjeno končno hitrost 286,7 km na uro in je zasedel tretje mesto. George Russell je bil četrti z 286,3 km na uro. Zanimivo, namreč kar naenkrat skozi celotno dirko velike nagrade vidimo, da Charles Leclerc tam, kjer ni dovoljena uporaba sistema DRS, sploh ni imel nizke končne hitrosti, čeprav nam je Palmer trdil,
kako je primoran bil tam dvigovati nogo iz stopalke za plin. Na koncu drugega sektorja pa vidimo, da je bil Charles Leclerc celo tisti, ki je dosegel najvišjo končno hitrost med dirko in George Russell približno dober kilometer na uro počasnejši od njega. Ampak sedaj bo koga zanimalo, kaj se je zgodilo pa na kvalifikacijah, samo tako kot zanimivost. Na koncu prvega sektorja imamo seveda najhitrejšega Charlesa Leclerca 288,6 km/h, na drugem mestu Lewisa Hamiltona 285,6 km/h, George Russell je bil 7. z 283,7 km/h. V vsakem primeru, če gledamo malce večje zaporedje krogov, bomo ugotovili, da tisto, kar nam je govoril Palmer o prvem delu dirke, morda, in ponavljam, morda s pogojnikom, da ne bo nekdo napačno razumel, enostavno ne drži. Ampak to še ne pove absolutno nič. Vzbudi lahko samo dvom v teorijo Palmerja. Mislim, da se vsi strinjamo, da je Charles Leclerc začel izgubljati praktično po tisti drugi zadnji menjavi. Nekateri trdijo, da so mu pri skuderiji Ferrari napolnili pnevmatike z višjim pritiskom, da bi mu dvignili bolid in tako preprečili tisto preveliko obrabo, kar sem že na začetku povedal, da je izjemno malo verjetno, ker je bila praktično razdalja med dnom, distančno ploščo in asfaltno površino najnižja v prvem delu same dirke. In seveda tu je treba poudariti, da sam trdim, res, da so pri Ferrariju malce dvignili tlak v pnevmatikah, zagotovo ne za 4 funte na kvadratni palec, da smo si na jasnem, ampak predvsem zaradi tega, da bi Charlesu Leclercu pomagali čim prej ogreti pnevmatike in se tako boriti za zmago. Namreč tu se je treba za trenutek ustaviti. Obstajajo tudi teorije, ki govorijo o tem, da bi lahko imel Charles Leclerc poškodovan bolid, še zmeraj krožijo teorije o tisti napaki na šasiji. In videli bomo v nadaljevanju, da ukolikor bi bila, na primer, neka poškodba zadnje obese, ne bi višali tlaka v pnevmatikah, ampak bi enostavno Charlesu Leclercu veleli naj zapelje v garaže, kajti takšno početje bi bilo prvič proti pravilom in drugič nevarno. Ampak pustimo sedaj to. Ne smemo pozabiti, da nekatere teorije govorijo o tem, kako je Charles Leclerc začel izgubljati po drugi menjavi, torej po 40. krogu. Ampak tu je nekaj, kar to razmišljanje dobesedno postavi na glavo. Charles Leclerc je svoj najhitrejši krog na dirki, da ne bo pomot, postavil prav v tistem zadnjem delu, če se ne motim, v 47. krogu. Torej, takrat, ko naj bi po mnenju nekaterih, imenujmo jih poznavalcev, imel tako napolnjene pnevmatike, da se je dvignil in seveda tako obvaroval svoje distančno ploščo. Malce čudno se vam zdi, čeprav njegov najhitrejši krog še zdaleč ni bil tako dober kot oni, ki ga je pokazal Lewis Hamilton. Ampak vseeno, časi Charlesa Leclerca so začeli iti strmo navzgor, prav v obdobju po tistem, ko je dosegel svoj najhitrejši krog na dirki. In govorimo o obdobju približno od
50. kroga naprej. Zakaj? Morda zato, ker je pregrev pnevmatike in seveda posledično imel manj oprijema. Če pogledamo seveda ritem na dirki, bomo takoj ugotovili, da Charles Leclerc zagotovo ni bil med najhitrejšimi, čeprav je zaokroženo povedano vodil približno 2/3 dirke. Ampak če gledamo njegov najpočasnejši in najhitrejši krog, vidimo, da so zadeve bile dokaj skupaj. Le v zadnjem delu je seveda njegova konkurenca bila hitrejša. Ampak vrnimo se k Leclercu. Se vam ne zdi čudno, da v bistvu od 40. do 50. kroga je lahko držal ritem, je lahko bil sorazmeroma konkurenčen, ne samo Russellu, tudi na primer Piastriju na podobni strategiji? Seveda Palmer nam na to vprašanje ne nudi odgovora, kajti on trdi, da so enostavno dvignili Ferrari z višjim tlakom v pnevmatikah, da dna ne bi preveč izdrsal. In tu smo zopet v tistem mestu, kjer nekateri mi lahko verjamejo, drugi mi absolutno ne bojo, kajti oni vedo več, oni berejo tuje avtorje, oni berejo boljše vire. In dam jim prav, ni treba slediti mojemu kanalu, če vam zadeve niso všeč. In tudi verjamem, da moje razmišljanje marsikomu ni po godu, marsikomu se moje znanje ne zdi dovolj dobro. Verjamem, da ga imajo oni boljega. Ampak, če moje mnenje, moje znanje ni dovolj dobro, kaj pa tisto, ki ga nam lahko poda Alex Brundle, sin Martina Brundla, tudi voznik v svetu motošporta, ima zlato licenco FIA, torej daleč od vseh takšnih kavč mojstrov, kot sem jaz in še marsikdo drugi. Tu je eden izmed njegovih sledilcev, ki mu je postavil zanimivo teorijo in se prav dotika morebitne poškodbe na zadnji premi skuderije Ferrarija, ki bi morda vse skupaj spustila proti tlom. In seveda že na koncu te teorije vidimo izjavo, ki je izjemno tehtna, namreč da se s tlakom v pnevmatikah ne dviguje bolida, ker je nespametno. In seveda tudi je razloženo, da če se pusti tlak pri miru, se lahko z malce bolj umirjeno vožnjo na cilj pride prej. Kar je res, kar so osnove poznavanja motošporta. In kaj pravi Brundle? Skeptičen je do tega, da je prišlo do kakšne poškodbe na zadnjih obesah Ferrarija, kajti to bi morali zapaziti že od velike nagrade Belgije, in če bi bila kakšna skrita poškodba, bi se morala pojaviti na prostih treningih ali kvalifikacij. In ukolikor bi prišlo do take poškodbe, bi seveda enostavno bolid poklicali v garažo, kot sem omenil že prej, in se ne bi šli takšnih otročjih igric. Seveda potrjuje, da z dvigom tlaka se dvigujejo temperature v pnevmatikah in nič drugega. Ampak s tem, ko se preveč napolni pnevmatike, se seveda doseže ne samo ogrevanje, ampak tudi pregrevanje. Ampak, kot sem dejal, mnenje nekaterih za posameznike, ki se tudi kdaj pa kdaj znajdejo na mojem kanalu, ni dovolj. A za konec, preden končamo, še eno vprašanje za vse vas. Kaj pa Lewis Hamilton? On
ni imel težav z prenizko nastavljenim Ferrarijem. Zanimivo, namreč nekdo bi sklepal, da oba bolida Scuderie bi morala trpeti enake težave, če bi jih res imeli. In tu seveda lahko zopet vsak poda svoje mnenje. V komentarjih dvomim pa, da bom še diskutiral z tistimi, ki osnov motošporta in Formule 1 ne poznajo. Ampak kot ste razumeli, sedaj smo res prišli do konca te zadeve, kjer upam, da sem dokazal, če ne drugega to, da z tlakom v pnevmatikah Ferrarija zagotovo niso dvigovali, drugače bi se podatki brali drugače. A hvala za vašo pozornost in nasvidenje.